Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes v moji družbi kar dva gosta, oba ljubitelja umetnosti in mojstra besed, tako da upam, da bom danes sploh prišla do besede. V teh dneh pa je druži skupen projekt vodenje 33. dobrodelnega Miklavževega koncerta. Več o koncertu, preživljanju praznikov, spominih na praznike v otroštvu in o tem, kako sta se ujela, pa bosta povedala kar sama. Z mano sta namreč Ana Marija Mitić in Ciril Horjak. Lepo pozdravljena. Dober dan. Pozdrav. Kako sta kaj? Smo že na pragu prazničnega decembra. Je pri vama se poznata ritem, da se tempira? Ja, seveda je zdaj vrhunec gostitve, oziroma do vrhunca šele prihaja. Moram reči, kar se tiče tega prazničnega vzdušja, bleščic, vsega praznovalnega, vsega specialnega, to nas doleti že malo prej. Mi smo že v začetku, sredini oktobra, v bistvu na televiziji že na tleh videli bleščice. Kar pomeni, da tudi ta prazničnost kakorkoli zelo, zelo lep čas in verjamem, da jo po večini ljudje doživljajo kot nekaj res posebnega, nekaj, ki se zgodi samo eno obdobje v letu. Jaz sem tega deležna precej večkrat. To za kakšne nastope rada oblečem bleščice, ker pomeni, da je moj svet bleščal ne glede na letni čas. In mogoče ta poseben čas obdarovanja, praznikov in vsega lepega morda zgubi en čar do določene mere. Ampak imam pa drugo prednost, ki pa lahko svojim poklicem nagovorim bistveno več ljudi, kot samo enega v komunikaciji in s tem naredim tudi kakšno dobro delo. No in tukaj sva se s Cirilom zelo, zelo našla. Res je, mi da se poznava odprej, torej so prijatelji, popijeva kako kavo, te kave so zmer smešne, tako super, res boljši del tedna. Vprašanje, koliko je pa v mojem življenju bleščic, pa lahko z eno tako luštno zgodbico povem, da sem nekaj dni nazaj videl, da je novoletna jelka sredi Ljubljane že prižgana čez dan. Kaj sem jaz napravil? Ustavil sem se, jo fotografiral in jo bom naslednjo uro pri predmetu likovna teorija pokazal kot primer uporabe likovnega elementa točka. Ker ti drobne pikice sestavljajo tudi črte, pa potem celo obliko, tako da jaz sem to zelo hladno naredil, tako likovno-teoretsko, nič nobenega novoletnega veselja, božičnega veselja, Miklavževega veselja, pač novoletna jelka je zame priložnost, kako učenci in učenke učiti o likovni teoriji. Potem ogledi romantičnih mest, če sledijo, mogoče kasneje v decembru. Jaz sem na telefonu celo niz, imam SMS-ov, ki se ženo dopisujemo, premalo sem doma, tako da ta november, ki je že kar že december zdaj, mi je padel na glavo in me povsem preobremenil. Zdaj, preden se zapodimo v pogovor, bi vaju pa prosila, tukaj je kar nekaj zanimivih predmetov ste prinesla seboj, da vaju naši gledalci, poslušalci skozi njih malo bolj spoznajo. Kaj sta prinesla? Mogoče Ciril, če začnemo pri temle medvedku, ki nas lele gleda. Ja, to je cel lok. Moja mama, čudovita knjižničarka, tako res zelo mamin sin, zaljubljen v knjige in literaturo in kulturo, ampak je padla, zlomila si je kolk, sledila je operacija, potem pa tudi hitra selitev v dom. Zelo prijetno se v domu počuti, ampak v času te selitve smo pa našli cel kup zadev. In našla se je vmes tudi tale mala žvalca, ki je pa moj medvedek. Zato je res bilo nenavadno ga srečati po vseh teh letih, še zdaj imam zelo čustven odnos, tako da je bilo res. In tako, veš, smo pa res v formatu otroka, pa tudi ta glavica je čista prava, in se spomnim vseh otrok, ki so jih videla z Mojco, z ženo odzibala, 4 otroke imava, Tako ene zelo hecne občutke mi vrača, ki je napravljen konec 70-ih v Sovjetski zvezi, prišel je iz Moskve. To je moskovski, moj otroški medvedek je moskovski medvedek in sta ga dedek pa babica prinesla iz enega čudovitega potovanja po Sovjetski zvezi. Tako da, in odlično je ohranjen, ne? Je, glava mu je odpadla, tako da je nekako malo večkrat zašita, mislim, da je to ravno moja mama šivala vmes, tako da, če želiš, lahko tudi ti malo popestuješ, da jaz imam pa samo enega otroka, sem imela samo enkrat priložnost kole pestovati, je pa res, da sem to priložnost globoko izkoristila in vse nežnosti otroške izkoriščam še zdaj in res je lepo biti mama oziroma lepo je biti starš. In kljub temu, da je to ena najbolj nehvaležnih in najbolj mukotrpnih vlog,
pa ne zato, ker bi bila tako fizično naporna, ampak zato, ker vključuje toliko enih skrbi, hkrati pa sladostrastje življenja brez primere. In na ta račun res si deležen v polno enih lepih izkušenj, pričakovanih ali pa nepričakovanih. Tako da ja, še vedno. Imaš tudi ti kakšen tak predmet, ki te povezuje z otroško navihanostjo? Seveda, ta. To sicer ni moj predmet, to je predmet, ki sem si ga sposodila od svojega 7-letnega sina. Leo je izdelal sam to ob eni izmed teh ustvarjalnih uric v vrtcu oziroma v šoli in malo nakazuje na ninja želvo, na superjunaka. In v bistvu je to, kako otroci iz nekega zelo enostavnega materiala in zelo enostavnih likovnih tehnik, tukaj se vidi stopnja razvoja, bo gospod profesor vedel povedati, koliko so stari otroci, ki so to izdelovali, pa vendar, ja, kaj si naredil, ne le masko, zakaj? Jaz zelo rada metaforično gledam na stvari v življenju. Zdaj, maska, ki jih vsi nekako nosimo, vsi igramo več vlog čez dan, ampak lahko si jo naredimo tako, kot jo želimo sami in tako, ki je najbolj pristna. In on se je odločil biti superjunak ninja želva, to je konkretno od enega izmed teh želvakov, no in mislim, da smo vsi lahko kdaj tudi superjunaki. In midva sva superjunaka vsaj en večer, ko sva se potrudila za dobrobit naših otrok, pa ne zdaj naših osebno, ampak vseh tistih, ki so morda v stiskah, ki morda potrebujejo našo pomoč, stopiti skupaj za dober namen, nisva pa seveda sama v tem. Velika organizacija, veliko dobrih in srčnih ljudi je tukaj, ki so omogočili ta Miklavžev koncert, da se zgodi, da vsej svoji veličini, pompoznosti in prazničnosti pride do pravih rok. Da se pozove na ljudi. Se mi zdi, da decembra smo vsi malo bolj sočutni in odprtega srca, ne? Ja. Vidva sta oba starša, kako pa otrokom predajata ta čudo sočloveka, da je treba pogledati tudi mimo sebe in deliti. Verjetno jih vzgajate v tem duhu, sklepam, ne, glede na to, da sta prevzela vodenje takele prireditve. Mogoče sam to našel mene, da res sin tvoj tudi čudovit, res deček tak duhovit, hudomušen. Onedva sta mlade prijatelji. Sta se spoprijateljila. Rad ima stripe. Ja, pa rad ima Cirila, ki mu mimo grede, mislim, to je res umetnost. Zdaj, seveda, moja je malo bolj očitna, zato ker že s vsakim govorom, z vsako komunikacijo se vidi, kaj je moj poklic. Pri Cirilu je to mogoče malce bolj zavito v tančico skrivnosti, pa vendarle res fenomenalno, ker to, kakšen imeniten dinozaver, lahko, mislim, vrhunska ilustracija, nastane izpod rok na mimobežni kavi, to je res vredno vse časti. Ja, če ti sme malo popihati na dušo. Jaz imam super otroke, oziroma mama z ženo, ti imaš tudi, da imate tudi res odlične otroke, tako da imamo dobre otroke, smo naredili, seveda pa naši otroci, ja, imamo srečo v marsičem, ko se tiče stanovanja, ko se tiče že, sam ga pomisliš, socialnih pogojev, so vsi razlogi tukaj za solidarnost tistimi, ki imajo pa manj. In to je tudi ta Miklavževa ideja, to je ta mit, predvsej bolj kot kanonska zgodba o svetem Miklavžu, o tem škofu iz mesta Mira, ki naj bi pač tisočletje nazaj, več kot tisočletje nazaj, pomagal deklicam v stiski. To je ta zgodba. Pri nas to pomeni v bloku konkretno to, da pripravijo naši otroci skupaj še z eno drugo družino, taka mala darilca, pa jih pa navežejo na kljukice za Miklavža. In to pomeni tudi nameniti eno besedo sosedam, ne samo otrokom, ampak tudi tistim starejšim. Čeprav je pa, zakaj posebej govorimo o otrocih, ker je pa Miklavžev koncert, v katerem je mogoče ob gledanju poklicati, povedati, koliko bi rad daroval, kjer je mogoče poslati SMS-e, to je sploh priročno, kjer nad vsem tem procesom bdi skrben tajnik, skrben računovodja, tako da to je, ta del prevzame Rotary klub in to so pri nas res taki zanesljivi, resni ljudje, ki obvladajo Excel datoteke in potem tudi precizno poročajo, koliko se je zbralo in potem tudi koliko potem namenijo različnim šolam. Ker osnovne šole se pa prijavljajo na ta razpis pri Rotary klubu in sredstva zbrana na dobrodelnem Miklavževem koncertu se potem razdelijo šolam. Pač po vrstnem redu, kdor prej pride, prej melje, pa šole bodo ta denar porabile za izven kurikularne dejavnosti, za tiste otroke, ki si tega ne bi mogli privoščiti. In tu šole, potem socialna delavka je tista, ali pa delavec, ki potem presodi, komu gre. Tako da to so pač kompetentni ljudje in je zelo ganljivo včasih potem tudi poslušati zgodbe otrok oziroma zgodbe šol. Ta denar gre v prave roke in na pravi dobre reči.
Ni dvoma, da denar ne bi šel v prave roke. Ja, Zdaj pa preden nas zanesljivo. kdo ne obtoži, da tukaj le malo že nazdravljamo v snenem v decembru, me zanima, ne, kaj pa tale flaša predstavlja, tale Ja. steklenica. Smo jo spili, ne? Spili smo jo pa skupaj z estonskimi gasilci, sodelavci civilne zaščite, medicinskimi sestrami in enim upokojenim majorjem estonske vojske, in sicer v času, ko smo se skrivali v zaklonišču v Kijevu, ko so nas takrat kar precej bombardirali. Zakaj noter še nekaj požirkov, ker čakam, da jih popijemo z Ervinom Hladnikom Milharčičem. Moj dober prijatelj, tudi bil v Kijevu, tudi bil že nekajkrat bombardiran. Zdaj pa tudi nekak nenavaden lok, sem potil, da ti isti ljudje pravzaprav ne skoraj z baldo mišlije, ki so mi naredili medvedka, so nas kasneje bombardirali. To kaže na to, da živimo v svetu, ki se spreminja. Tako da mogoče več medvedkov, manj vojn. Recimo, tak svet bi si jaz želel zdaj ob Miklavžu. To skromno količino vodke, s tem pa midva opravila, to se ne bati, Eren Hladnik Milharčič je čisto sposoben to popiti, mislim, da ima še kaj drugega moralo odpreti. Alkohol ni rešitev vedno, pa v vseh primerih, včasih pa tudi je. Ana Marija, drugi predmet, ki si ga prinesla izmed treh? Je pa zelo, zelo zanimivo, ker sem Se da kaj povezati? svojega medvedka doma, ki je moj in gre iz roda v rod, seveda, in ga pa selim. Nisem nikoli imela te priložnosti ponovnega odkritja predmeta svoje mladosti, temveč potuje z mano, odkar sem se prvič odselila od doma in še zdaj ostaja. Glava mu sicer ni še odpadla, mu je pa odpadel nosek in je brez noska. Medvedek, ampak ni zato, ni nič manj simpatičen, nič manj mehek. In ker je precej velik, se tudi zdaj moj sinko še dan danes rad stisne k njemu. Tako da ja, lej, te medvedki so očitno neka močna podoba in močna simbolika, še posebej za globoko čuteče ljudi, kot smo mi. Ampak, ker je treba včasih iz tega eteričnega sveta kreative in vsega lepega, ki ga mi znamo zaznavati in ga zmoremo nekako prijeti, pogosto temu da tudi strukturo, ne, da beseda meso postane in da konec koncev vse te naše misli in invencije postanejo nekaj opremljivega, otipljivega, kar zmorejo prevesti v svoje možganske sinapse tudi drugi ljudje. Je tukaj metronom. Ta me tudi že dolgo spremlja, je pa tak fancy. Ni tisti klasičen, ki smo ga vajeni, ki gre levo desno, tisto nihalo, ampak je tak malo bolj modern in takrat je full stav, ker sem si ga jaz kupila, to sem bila pa še mlada nadobudna pianistka in ostaja z mano in še vedno ni crknil in je kar še dober in zgleda, kaj je vesoljski krožnik. Zato, ko vsi smo malo vesoljci in pa še dva zvoka ima. Lahko je tako, lahko je pa tik, tik. Lahko ga pa popolnoma utišaš in potem samo lučko kaže. Ker včasih te metronom moti, sploh je treba zelo pijano igrati. Tempo porabiš. In kaj zdaj fora? Jaz sem človek, ki je hitro ga povedal čustva in se temu niti kaj preveč ne upira. Kaj ti? Sreča na strani pogumnih. Ampak včasih, sploh ko je treba strukturirati stvari, je pa metronom tisti steber bivanja, ki ti daje metriko stalno in tudi zdaj, ko smo snemali album, je bilo zelo pomembno, da delamo na metronom, čeprav bi včasih človek rekel, joj, šanson, to je pa tako doživeto, to je kot neke vrste uglasbena poezija in je res. Ampak še posebej takrat, ko te čustva povedajo malo preveč, je pa zelo fino imeti ritem, ki te povede zopet nazaj in gre sam naprej, neustavljivo. Tako da je to tudi neke vrste simbol urejenosti v življenju, ki vedno pride prav in kakorkoli je težko včasih propeljati, lahko obrodi neznanske sadove. A sem se preveč metaforično Zelo lepo si to povedala. Ja, oba sta mojstra besed. Kako pa se tukaj ujameta? Je kdo komu skakal v besedo, ko ste vadili? Ne. Kdo prevzame potem? Veš, tako čudovite pogovore imamo, da nama je vedno žal, da nihče to ne zapisuje. Ne? To je največja žalost. Zato bomo danes posneli, ne? Ja, komaj, končno, ne, da smo zdaj do tega prišli. Ne, sam, ko si govorila metronom, veš, na koga sem pomislil. Moja žena je to, ne? Moja žena Mojca je v mojem življenju tak metronom, jaz ga tudi rabim, točno vem, o čem govoriš, tle se čisto razumemo, ne, totalno. Skratka, midva rabima strukturo. Rabba red, rabba omejitve, robne pogoje, roke in včasih tudi to, da se znamo malo preganjati. Nekaj so pa res oba dva odštekana kreativca 100 na uro. Tako da zato se čutva na teh valovih ustvarjalnosti že dolgo časa. Mislim, da je to bilo res kar dobro, da so po naključju pravzaprav skupaj sestavili. Kako pa je, kdo je prišel na to idejo? Niti sploh ne midva. Ne, midva, to je atomska bomba, veš, če daš skupaj, nisem vedela, kaj bo ratala, bo eksplozija ali ne, ali bo konc televizija, bo štroma zmanjkal. To je, mislim, da kar Jaka Pucihar
Eden od producentov, ne, 2 producenta sta pri Rotary klubu, ne, drugi je Edi Škodič, ne, ki je tudi čudovit človek. Jaka Pucihar je pa oče tega koncerta, on je že 33 zraven, on si je to zamislil, je tudi v snemanju zraven, tako da on je res ta figura, ki je ves čas prisotna in ki pride pa tudi na take odštekane ideje, da bi kar najel, dal skupaj, ne. Tako da to je bilo, wow, rekel ti, veš kaj sem mislil, Ana Marija Metič pa ti, da so skupaj vodna, kako se zdi? Sem rekel, Ana Marija, wow, tako, ja. Mene je na isti način poklical. Veš, kaj sem mislil? Kaj pa ti pa hojiš? Seveda se poznava, se midva vendar, že zdaj imava neko komunikacijo, kar pomeni, da verjetno ne bo težav, do katere mere ga poznam, lahko garantiram, da se bo dobro odrezal in to je to. In se je res, ne. Jaz sem imel nekaj strahovno, ampak vedel sem pa to, da imam vedno Ani Mariji nekoga, ki mi bo prijazno pokazal smer, popravil, ker to se pač ne vidi za odri, mene Ana Marija mora skozi popravljati, na glasih in tako naprej. Tako da jaz sem tle zelo sledil, ker se pa res to odpimo reč, pa fenomenalna mojstrica, pri nas ti ni para, res vodiš odlično, tudi gesta, mislim, zelo nekaj španskega je v tebi, ne. Tudi mogoče barve zdaj, no. Temperament. Temperament pa zagotovo, nekaj mediteranskega. Sej, ko me ljudje včasih, odkot pa si, pa kaj pa s priimkom, pa kaj pa z imenom, pa kako ti je ime Ana Marija, ker sem brez J, ker Marija prinese klasično seveda z J, pa sem pa kje, sem malo pohecam s kakšnim, pa rečem, da je to je zato, ker sem v osnovi Ana Marija Consuela Teresa Greselita Puerto Mitič. Zdaj, ko gledam, bi šlo to, v kakšni španski nadaljevanki. Veš, pa pride do tega, da je življenje samo španska nadaljevanka in smo ne rabiš igrati, ko se ti že dogaja. Ampak dosti Fernandotov in ostalih, Ciril je bil super in to je to. Noben ga ubil, noben ni padal v nezavest, zelo takoj sva podpisala neke nenapisan pakt o nenapadanju in vzajemni pomoči in sodelovanju in je bilo zelo, zelo prijetno. Čeprav to niso nestresne stvari, ne? Ja, ne bilo naporno. Sem tako, po moči, če bi videl v španski nadaljevanki, itak bi bilo to neka štala bila, neki zakoni bi razpadali, pa bi to, ali bi se bom videl poročila ali ne, na koncu bi se jasno gotovil, da sva brat pa sestra. Zato sta ti toliko podobna, oni riše, una je glasbenica, ampak isti klinc, ne, isti DNK, ne, tako da na koncu te poroke ne bilo, ne. Ostalo bi pa neko prijateljstvo, na koncu bi si padla objemu, gotovila, da bo imama iste medvedke, ker nama je nek pač ta. Tako je, in smo bi na koncu poročili medvedke, skupaj še osnovni medvedki bi poročili in to je to. To je poluno, ki je pol zuma, odkaj te medvedki za misel, ne, veš, skodelce imajo. Ja, mislim, med sabo klepetajo je najboljša zabava stoletja, o kateri se govori še dolgo. No, to bova predlagala. No, mogoče bo pa kdo prepoznal na nacionalni televiziji. Se piše sama. Sama, tako je, sam skupaj daš, tako kot praviš, to je zlato, zakaj to Ben ne prepozna? No, se veselimo, ne, da bomo gledali mogoče v tej vlogi, ampak zdaj pa ne moramo mimo še tretjih predmetov pri obeh. Okay. Zdaj to, kar kažem, je ta reč, ki je postala že redka, ne? Pa včasih ni bila to, to je pa črnovojnik. Ko govorimo o črnovojnik, je nekaj takega, kot bi rekel teritorijalc ali pa pomožne vojaške enote iz zaledja, tako da ta črnovojnik ni tako skrivnostna beseda. V Avstro-Ogrski, če si bil v zaledju vojski, se ti je reklo črnovojnik. In izkušnjo svoje kratke vojaščine, pa potem dolgega obdobja, ki so ga predstavljali iz enega taborišča v drugega, ker nikakor ni hotel iti na fronto, je Hinko Smrekar popisal v tej knjižici. Ne samo popisal, ampak tudi narisal in je ta reč zelo nenavadna. Toliko nenavadna, da pravzaprav ne vemo, kako jo točno opisati. Ne? Jaz nikakor nisem zagovornik tega, da bi temu rekli strip, ne? Čeprav se pojavijo oblački že takole, ampak gre za osebno izpoved, kjer je kombinacija sličic, včasih v zaporedju, pa potem na roko pisanega besedila, ki ga je težko brati, ker je tudi jezik mečki zahteven, ko berima tudi madžarščino, nemščino, italijanščino včasih v teh zapisih, ampak je pa zelo odkrito, zelo neposredno popisal to svoje zelo trpko izkušnjo tega, kar se mu je dogajalo v času Prve svetovne vojne. Reč je šla pa kmalu po vojni leta 1919 in velja za eno tako izredno delo. Tudi med izdelki, ki so nastajali v času Prve svetovne vojne, je to en unikum. Tako Damir Globočnik, kakor Žiga Valetič, ki sta se tukaj poskušala z tem precizno ukvarjati in bila pri tem tudi uspešna, sta predvsem natančno analizirala in knjigo napisala o tem, pravita, da kaj čisto podobnega v Evropi ali pa v svetu ne obstaja. Da bi nekdo tako intimno svoje pisma oziroma razmišljanja za objavo v knjižici, to ne obstaja. Tako da Hinko Smrekar, črnovojnik, redkost. Edinstvena
tvar. Je tudi kaj takega te je pritegnilo v mladosti, da se ukvarjaš tem, s čimer se ukvarjaš? Ne, jaz sem že zelo zgodaj začela z bratom. Jaz sem brata dvojčka Metoda in jaz sem začela že pri 11 izdajati svoje zelo po strukturi podobne reči, ne, z ilustracijami, včasih tudi v sekvenci, opremljene na roko napisane, tako da imam sam izkušnje, ne, z produkcijo tovrstnih izdelkov, ampak Črnovojnik, ker je rahlo pozabljen bil, ker je rahlo obskuren, če ne poznaš več zgodovine Prve svetovne vojne, to reč pravzaprav težko brati, ne, se ti izmuzne marsikateri pomen. Tako da to reč sem jaz nekako uspel spregledati kot najstnik, kot mladostnik, zelo nekako v nekih odmevih sem to slišal. Zdaj se pa s tem pa mečkim bolj ukvarjam, ker seveda že dolgo in predolgo pripravljam svoj doktorat. Ne, ki je pa, tema je pa točno Hinko Smrekar, to vrstne sekvenčne risbe in to poskušam analizirati in vrednotiti. Zdaj, najbolj poznan si po tem, da si striper, kolikokrat se ljudje zagovorijo in črko zamenjajo. Ja, Pride kdaj do teh? Ja, se nam to zgodilo, ne znaš, neko druženje bilo, tako pa smo neke majice si gor dajali, pa smo tako bili vsi slečeni zgore, brez, pa tako so neke ženske tam gledali, so rekli, so to striperji ali striperi, ne? Tako da ja, se zgodil časih tale, ja. Ne, pa veš kaj, ne imeti prevelikih pričakovanj, ne, tudi moja žena luč ugasne, ne, veš. Tako da ne vem, če bi kdo to plačal za to, kar je spoti. Lahko bi bil pa tudi stand-up komik, ne, s svojim prodornim razmišljanjem. Gotovo. Prvi striper v stand-upu mogoče. Ja, sej, na nek način, veš, ta humor, to je vedno ta tančica, malo marginalno, ker strip kot žanr včasih je imel ta pečat. Še vedno ima, še vedno žal ni prepoznan kot visoka umetnost, čeprav je, mislim, da ravno najvišji smoter umetnosti v tem, da se približa človeku in strip to vrhunsko počne. Prav tako kot mi, ker smo vedno tako malo zviška gledani, mi, ki delamo razvedrilo, ne, je pa to paradoksalno izjemno težek posel. Zato, ker ko prvo res zahteva odziv strani občinstva in če ga ni, potem nekaj dela strašno narobe. Tak pri drami je vedno, to razmišljanje je zakopano nekje noter in zdaj, ker ni odziva, je to zelo dobro. Lahko, ne. Tle pač je enoznačno. Če nimaš odziva, potem si oplev. Po drugi strani pa mora izgledati izjemno lahkotno, fino, kot da je nastalo v samem trenutku, kot da je zelo spontano in nezahtevno, po drugi strani pa nikakor ne moreš to početi brez priprave, ne? In ni tako zelo lahko, kot izpade. Tako da je malo ta paradoksa. Ne? Mora izpadati easy, ampak v bistvu easy niti zdaleč ni, tako da, evo. Komedija je resna stvar, so že dejali tlele kolegi, ki so gostovali v podcastu. Ampak še nekaj bi rada omenila. Si kaj praznoval? Vseeno je letos Slovenija dobila nacionalni dan stripa, ne? Tako da neka vrednost prihaja. Sem bil celo zaradi te poti v Ukrajino, ne, sem bil celo na obisku pri ministrici za kulturo, ne, sem tam v Ukrajini obisku profesorco, ki še vedno poučuje slovenščino, medtem ko bombe padajo. Ravno včeraj smo se srečali, ker je prišla zdaj v Slovenijo. Ne, smo se dobili z ženo, da smo pogovorili, žena je tudi slavistka. No, ampak ministrico za kulturo sem po obisku zato, da sem šel prositi, da so napisali na prijazno pismo, ki sem ga osebno nesel tem ljudem, ki še vedno poučujejo slovenščino, ko padajo bombe v Kijevu. Zdaj, malo se mi je zmuznalo vprašanje, moram priznati. Če si kaj nazdravil, mogoče. Ja, nacionalni dan stripa. Tako. Zdaj si me spomnila. Seveda je meni zaupala takrat ministrica, ne, Asta Vrečko, kaj veš, to imamo zdaj, nacionalni dan stripa delamo. Jaz sem bil tako res presrečen, ker je to veliko boljše kot recimo leto Mikija Mustra, izbrati njegov rojstni dan in imeti kar vsako leto nacionalni dan stripa. To je perfektno. In se ga zaslužimo, ja, tukaj pač ne vem, za nagrade, Zlati repec, ne, za nagrade za najboljši strip je bilo 110 naslovov prijavljenih. Nekih stripovskih in stripom sorodnih form, ne. Pač Slovenija je očitno neka žepna velesila te forme, smo zelo kreativni, ne. Morda nismo taki mojstri, recimo, ko znajo biti na Hrvaškem, ko ogromno njihovi avtori sodelujejo z Marvelom, z DC-jem. Mi smo tako bolj domačijski, ne, kreativci, odštekani. Tako da rišemo pa stripa tako moški kot ženske, kar precej. Tako da ogromno tudi stripark, ne samo striparjev. Super. Ja, to je zelo dobro. Kaj pa nacionalni dan šansona?
To pa še ne obstaja, ampak je ponovno po 10 letih, se je leta 2024 ponovno obudilo festival slovenskega šansona. Te festivali, so bili velika reč. Včasih je Rogaška gorela. Ravno pred časom sem na enem snemanju uspela ujeti, oziroma so me malo spraševali, kako pa je bilo na letošnjem festivalu šansona, in so punce iz Maske, je ena delila svojo izkušnjo, kako je kot mlada, pa je številno leta pač prebiva tam na televiziji in dela. Kot mlada punca, komi sem prišla, 2 tedna sem delala, pa smo šli vsi v Rogaško. In res so šli vsi, in radio, in televizija, in maskeri, in režiserji, in vse. In vsi so bili tam, pa ne samo Slovenija. Prišel je ta veliko ime, Pegasto dekle, kva je že bil? Spomnite me, Arsen Dedić je prišel. Skratka, vsa velika imena, ne samo našega območja, ampak širše, zelo širše, je bil v bistvu mednarodni festival šansona in to se je dogajalo v Rogaški. In v Rogaški je bil tudi finale slovenskega šansona leta 2023, potem pa naslednje leto ni, vse to zahteva tudi sredstva, no zdaj pa spet je bil festival slovenskega šansona in jaz sem se spet s svojimi fanti udeležila tega festivala in to mi je v čast in veselje, vedno znova. Kje pa je tebe našel v šanson oziroma si ti našla njega? To je itak to, tako je. Jaz sem šansonjerka že od teh vrlih začetkov v Kudu Franceta Prešerna, Ciril se spomni, ker tudi tam so bili zelo podporen mehanizem je bil za vse vrste umetnikov tam, kar neke vrste stičišče, družišče, vsi smo se tam nekako našli, tam je nastal pa ulični teater Ane Monroe, pa Improliga, vsi smo se tam kalili na tistem čudovitem odru, ki je bil eden izmed redkih dvoran, ki je imel zvezane lučke, gor res tak old school oder je bil škripa, je ravno prav dvorana, je bila ravno prav takole, zavese so bile ravno prav prašne, ravno prav brokatne, res ta prava patina teatra, pa vendar miniaturnost in butičnost v vsej svoji kakovosti. In tam je bil tudi en razrukan pianino. In jaz sem seveda študirala klavir in meni je bilo tako fino glasbo propela tudi v te šove. Improvizirati, ampak dati še eno dodano vrednost. In jaz sem izkoristila vsako možno priložnost, da sem lahko stopila za klavir, pa tam zimprovizirala kak komad. Potem smo delali v Cankarjevem domu improvizijo, improvizirano popevko na Eurosong. Wow, jaz sem bila pol enkrat Fuška Grašček, pa enkrat sem bila Jejša, ker smo se iznešene, pa res, da ona je bila moja kolegica, še z konzervatorija, tako da je bilo vse prijetno in zelo z dobro maniero, ampak nore stvari zadela, tako da jaz sem v bistvu najprej bila od vsega šansonjerka. Pa te pot pele, seveda, često, razvedrilo, pa voditeljstvo, pa vse, pa tako je bilo. Klavir pripeljati kamorkoli, sploh na televizijo, je vedno malo več truda. Pa je pol tam nek tonski mojster, ki ti reče, moramo se dobiti prej, zato ker je pol še tonska proba, kdo bo to, dej, pusti ta klavir, govor, saj si že zabavna. In pa je ta klavir mal šel na stranski tir, dokler seveda nisem odrasla, postala gospa, pa sem pa rekla, zdaj pa, kaj pa jaz in kako jaz najlepše in najbolje sporočam stvari v polni verziji sebe. In to je zagotovo spremljavo glasbe. In svoje dognanja življenjska zdaj skozi take zanimive, moram priznati, da sem poslušala in res potegne človeka, kar kaj se bo zgodilo, kot da je neko pripovedovanje, nek dogodivščine. In mislim, da je to point šansona. Šanson je veliko stvari. Lahko je to zgolj glasbena poezija, tako kar Rade Šarbedžija dela, pa si napiti svoj band pa to, ali pa recimo, kdo je tudi tipičen šansonjer, ki je dosegel slavo, tako do pop komadov, pa smo ga vsi poslušali, Balašević, To je isto šanson. Ta globoka ekspresija, notranje čutenje, ki te tok matra, da moraš ti to dati ven, lahko je porogljivo, lahko je malo sarkastično, lahko je družbeno kritično, lahko je izjemno ganljivo in vse to je šanson. In jaz zelo živim in diham ta žanr in evo, zdaj se je parodil album Moj prvenec, vseh teh avtorskih pesmi, ki seveda ne bi nastale brez čudovite zasedbe ostalih fantov, je pa res, da so to je moja glasba. Iz mene izvira in moja besedila in vse to. Me zelo veseli, da dobim povratno informacijo, da je ne samo poslušljivo, ampak tudi ganljivo, da doseže človeka. Ker je iskrena izpoved. Pa se je težko razgaliti v tej meri, vseeno daš srce na pladen. Sreča je na strani pogumnih, bom rekla, jaz kar pogumno respiram srce, sicer s tem tvegaš tudi izjemno ranljivost, in ko si ti odprt, tudi kakšna sulica lahko odpade. In bolj, ko je odprto, bolj zaboli. Sam po drugi strani, kaj pa bomo, vse življenje je tudi trpljenje, da bomo zdaj metali si peska v oči. Čudovično so na našem belem hodniku, jaz sem to v živo poslušal, jaz sem si na štimu in delal nekaj, tako da sem to poslušal, tako old school, kot na radio, prenos v živo, jaz rišem, imam zaslon odprt, poslušam, in potem prideš gor, ti je snešal samo, to je bilo tako ganljivo, tako lepo. In seveda zdaj pol Ljubljane se pa sprašuje, zato ker seveda stari naslovi, kjer je
Ana Marija stanovala, vsi se pa, mi se ta beli hodnik, ker se Kdo je zdaj radovedna soseda? Zdaj na zadnje, Radovedna ne, soseda, se ja. mora razlagati tako vsem tem naslovom, veš, mogla bi neko glas dati, ne, to je bilo na tej in tej ulici, ne se drugi zdaj sekirati, ne. Tako da. Ja, sej tle sem tudi iskrena. Punca iz Potrčeve, recimo res na Potrčevi nastal. Preden sem pomahala in šla. To je tako zanimivo, tudi tak zemljevid Ljubljane. V bistvu tudi, ja. Zemljevid mojih, tako. Ja. Vse tisti, ki zna prisluhniti, lahko marsikaj najde. Ja. Ja, veliko informacij se skriva, ne? Na našem belem hodniku se kosovni odvažati ne sme. Ne. Ampak selitveni serviz mi na vratih Da ti zamenja ime, nam ne. boleča. Nekdo ti strga tisto, kar je bilo. To, a veš, ko v bistvu res ta čutenje postane fizično. Ja. Evo, zdaj se je pa to zgodilo. Konec. Pa recimo, zdaj veš moja mama, ki je zdaj si koliko zlomila in jo selimo, ne, nocoj. Zdaj iz tega snemanja odhajam na selitev, mi bomo danes ta priimek zamenjali na vratih. Ne. Je sicer drug kontekst, ampak a veš... Pa vendar močna simbolika, te neke mehne geste, ki jo pa ja. razume vsaka. Ne? To so življenjske stvari in ni zdaj, da smo mi edini v tem doživljanju. Mi smo samo si drznali to ubesediti na sebi lasten način in to deliti z ljudmi. Zato, da jim je v uteho in v upanje. In smo spet nazaj na zlatem prahu upanja, ki ga z veseljem širimo našim s koncertom. Tako. Mislim, da bo dobro, veš kaj, znajo lahko to rečeš, mi da se obada, sva gobčna, pa morda ustvarjava vtis pri kakem sogovornici, da sva to zelo na površini. Ne? Pa ni res, ne? V bistvu imamo svoje strahove, bolečine in tako naprej, so v bistvu globoko nekaj kar zelo resni osebi. Na Miklavževem koncertu sva združila oboje. Ne? In ta blišč in vse je bilo tam, ne? Vse te pevke, odlične, žarometi, super lestenci, ogromni. Ne? Tako da res krasna scenografija, pa dober namen, ker ni šale, denar zbiramo za pomembno reč. Koliko vaju je v programu, koliko so vaju upoštevali v besedilih, v veznih tekstih? Ekipa je kar znala narediti vsak svoj del in tukaj se nisva nič upirala, nič pridušala, v bistvu nisva potrebovala nič kaj vplivati na to. Se znala prepustiti. Mislim, to smo računali, da bo kdo drug to pisal, ne? Dopisal Miha Gočevar, ki je naredil super, pač to zna pisati, a ne? krasno, Mi to smo fajn dobila, brala sva tako. To je bil tisti dnev v tednu, ko pač bereš tisto, kar so ti pripravili in je v redu. Sva pa seveda dala tudi vsak svojo iskrico, tega posebnega, to kar pač mi dva lahko. Ne? Sej to ni samo, da mi zdaj roke stegnemo v to, da bi drugi lahko donirali, tudi sami pač damo. Dele sebe, ki jih najbolj zmoremo dati, oziroma tiste, ki precenimo, da so nekako najboljši in najkakovostnejši, zato da bi mogoče spodbudili, seveda k dobremu namenu. Drugač pa tako. Jaz sem mnenja, kakor veli ta dober star japonski rek, da se dobrodelnost začne doma in da se dela v tišini. Kot od mene ne boste, ne glede na to, kaj dam, koliko dam. Pa se mi zdi, da so mi že starši uspeli ugraditi, da nikoli nimaš toliko mal, da ne bi mogel to podeliti čez komu drugim. Ampak od mene ne boste nikoli videli zlate plate na pročelju pediatrične klinike, češ toliko in toliko smo mi darovali podjetje. Ne, je pa mogoče kdaj tudi poziv, ne, da s tem druge spodbudiš, sploh, če si javna osebnost, kot sta vidva. Če poveš, da tudi ti daruješ, pa mogoče koga spodbudiš, ki si mu zgled. Ne? Mislim, en tak detalj, zdaj, ko smo ta arhiv selili, ne, našli smo dokumente, dedi pa bica sta bila v Republiki Sloveniji darovalca, ki sta dala največ, oziroma takrat so se posojila, nekaj dejala, v obliki posojila šlo tisto, ampak največ inflacija je tisto, ko so ti vrnem vse uničila, ne, ampak sta bila v Republiki Sloveniji zasebnika, ki sta dala največ takrat. Dedi je ustrajal, da to ne sme, to časopise, ko se je razvedla, je rekel celo, da bo umaknil to. Dala se takrat je eno večjo vsoto, pa še zanimivo to bolnico v Slovenj Gradcu, kvalitetna bolnica, kjer se je moja mama se operirala kolk, potem, ko je padla nedolgo nazaj, med temi dokumenti ena razglednica, ki se je dalo kupiti za 100 dinarjev. In si teh 100 dinarjev z nakupom razglednice si pomagal bolnici, potem pa zahvala predstojnika bolnice, detko in babici, ki sta dala pa 10,000 dinarjev. Se pravi, tako res overshoot, ne. Tudi zanimiv ta lok, kako se obrne, ne. Se pravi, naša družina očitno, ne, res neki večji, malo večji darovalci, sem malo šel gledati, pa tisti ni tako mal, če tiste dinarje iz leta 1970 prevedeš v današnji denar, je kar znatna vsota v tej isti bolnici, potem tudi moja mama, ne. Tako da, zanimivo. No. Tudi jaz tudi ne bi dal zlatih plat, ne, tako da gor, ampak smo pa kaj palčki na ramenih velikanov, ali kako. Ja, lahko bi se to tako reklo. Verjetno si tudi ti doma videla te male geste, ne, pomoči drugim.
Kako pa sinu to predstavljaš naprej? Otroci se itak najbolj učijo čez zgled in ko on vidi, da iz denarnice, ki sta razdrobljena, evro pa evro enega damo, mislim, da to potem nekako gre v kri in meso in mislim, da s takimi gestami najbolj nekako učimo, kaj in kako ravnati. Je pa res, da je on darežljiv že po naravi, se pravi, ni bilo treba tega, ki preveč odcepljati. Prav spomnim se enega prizora, ki so bili še strašno mečkini otroci, pa je srečal svojo sošolko na igrišču, punce so pa že od nekdaj bile malo bolj gajstne kot fanti in tudi morda malo bolj razvite. Ker je tista njegova sošolka njemu izbila skiro izpod nog in ga začela voziti, on pa za njo teče in si snema čelado, češ ne smeš voziti brez čelade. Tako sem si mislila, joj, fantko, ti si ga tudi natrlil v življenju, evo, to je to. Ampak tak je in seveda tega ne bomo ubijali nič hudega. Tudi če bo za to mogoče pasu kakšno klofuto strani življenja, ampak brez trpljenja ni življenja in vsak mora svoj del tega oddelati, da se potem lahko izgradi v človeka, kakšen je. In tudi jaz sem hvaležna za čisto vsako strto stopnico, ki mi je mogoče zlomila kolk, pa sem se potem lahko znova postavila na malo bolj drugačne, morda malo bolj stabilne noge. In vse to, kot zapiša, ja, to pa je. Kako se Ana Marija bori proti krivicam življenja? Napiše šanson. Fantje me radi hecajo na to, ampak kaj ne? Tako jaz najbolje znam, ne? Je pa res, da sploh ta Oda vodovodarju, ki ima v bistvu to zelo čutna, taka senzualna pesem, ki ima refren ti ne oglašaš se, ne mu. In kakorkoli romantična, naslavlja in nagovarja mojstre, ki se pač ne oglašajo. Govori pa malo tudi o mojstrih vseh vrst. Se pravi tudi o ghostingu, ki je zdaj neka rak rana današnjega časa. Ne? Najprej investiramo v odnose, pa vidimo, da je to vse garanje, pa je hitro. In ne mu. In to se mi zdaj zelo vedno o tem govoriti. Tako da, ja. Ciril, kje ti črpaš navdih za svoje ustvarjanja ob poslušanju Ane Marijinih šansonov mogoče? Veš kaj, mislim, tisto, kar je zanimivo, to, da ta moja kriza srednjih let, in tudi obdobje, ko v zakonu mi z mojco, že dolg časa sva skupaj, tam leta 1996, veš kaj, ne strinjam se čisto točno. Dva različna dogodka, jaz sem bolj optimist, jaz sem prej že rekel, to je že bilo to, tam neko bliska tržnici. 30-ka se bliža, 30. Ja, po mojem smo blizu, ali pa 29, po mojci, ne. Ampak dobro, to so stvari. Ti si bil v zvezi že eno leto prej, preden je bila ona, v redu. Če to so sledje, pol je to. Tako, no. Točno to. Ampak je tako, da tisto, kar je res čudovito, so te najni pogovori, kjer pa res, se pogovarjamo o preteklosti, o izkušnjah, trpkih, tako da nama se res, kaj se nama je zarolalo, vse sorte zdaj v tem letu pa pol, da trenutke sem imela občutek, da so si preveč stvari povedala, mogoče so si res, šla preveč v detajle, ampak res nekako vedno se v takem velikem loku zavihtela nazaj, ker sem vso to najino dramo razlagal, zaupno eni naključni znanki iz Amerike. Zdela se mi je dovolj oddaljena, ker sem vedel, tako, da se bo vrnila kmalu nazaj. Mi je rekel, wow, je rekla, Cyril, veš, kaj si ti naredil, Ti si pravzaprav to, da si imel afero, tako zelo intenzivno afero, tako kot imajo drugi moški, tako neko ljubico si najdejo. Ampak ti si imel to za svojo ženo. In mislim, da to reče Đorđe Balašević, ko je rekel, ni to njegov nek vers, je bil tako, volim svojo ženo, izvinite, a veš, kot da nije moja. In je to, mislim, tako, to pa res super in to se nam cela vesolja se nam zdaj odpirajo, Mojca je načitana, navita, jaz tudi. Svašta, To res tehtava svet in vesolje in drugega skozi te najne pogovore. To je spalnica, pogovor, pa ne bom lagal, še kaj, se ne sem pogovarjal o spalnici. To bi zdaj en tak kratek namig za vse, ki si želijo dolge in razborljive. Pazi, nimam receptov, stvari lahko grejo katastrofalno narobe, ampak glej, tudi kadar grejo, znamo ustvarjalci iz tega, pa prekleto dobro plato. Drži. Ali pa kaj ustvariti, No, pa to je treba reči, veš, Ana Marija, ti si super starš, tako, tudi ta reč, se ni šla čist 100%, ampak to je rekel Adi Smolar, ker sem gotov, da ne more biti najboljši mož, pa sem se moral ločiti, se pa zdaj trudim, da sem pač najboljši bivši mož, In mater, ti v tej kategoriji briljiraš. Hvala. Tudi pa super, kot starša funkcionirate super, tako kot pač, veš, poznam familijo, tako ste res. Primer dobre prakse. Hvala, me zelo veseli. To veš, da rečem iskreno. Cyril. Tako veš, vsaka nekaj pokliče, pa Cyril tle res ni zamrljiv, pa res je fino, ker ima tako rahlo nenavadno, pomem, da je zelo fundamentalno
genialno in čudovito ime. Leo mu pa reče, moj sin mu reče pa Cirili. On je tako ljub človek in poli Cirili. Mamica, povej Ciriliju, da je pa to pa. Tako lušno je opazovati Cirile, tle bolj izkušen, malo 4 otroke, jaz samo enega, ampak res tako, sploh ljudje, ki močno doživljamo, vidimo vse te neke male faze odraščanja, pa če jih le znamo zajeti v polnosti, ki se zgodijo in dogajajo in predno res grejo in izvenijo, ker ti to gre zelo hitro, je to nekaj tako čudovitega. Ta otroška naivnost, hkrati pa njihova pripravljenost soočiti se z vsem nenavadnim, ta pogum, ta neustrašnost, to je res za učiti se od njih. Yes. Kako doživljate te starševske vloge? Veliko smo govorili o ustvarjanju. Kakšen pomemben del življenja je pa ta starševska vloga? Ko sem lani poleti nehal delati za Večerne, se mi je odprlo nekaj več časa in tudi res nekaj časa sem prav počival, neke kronične težave z roko, ki še niso čisto končane. In sem pa res več doma, no. Tako kot tisti vid iz časa korone, ki Mujo govori za Hasom, pa ga Haso vpraša, ti Mujo, kako je pa bilo to zdaj v času korone, ko se je mogel biti več časa skupaj z družino, tako zaprt v enem malem prostoru. Pa reče, Mujo, pa pravi, pa nije bilo loše, pravi. Paš neki fini ljudi, pravi. Tako je bilo tudi meni malo, veš, ko greš nazaj v družino dlje časa, nisem ta tempo, ne gotoviš, kako čudoviti ljudje so te najni otroci. No. Res čudoviti ljudje, zanimivi. Ne. So zdaj že veliki, ne? In tudi plodoviti v bistvu. Ja, živela, Onega sodelujete namreč sinu, kar je tudi svojstven izziv, ne? Ja. Zato, ker ti kot starš imaš neke vrste avtoriteto, otrok pa ti jo po službeni dolžnosti spodkopava. Zdaj, to sodelovanje, to pa res zahteva, po mojem, 2 plemenita, koliko si laskava. Ampak jaz to resno mislim, kaj govorim. Zahteva 2 plemenita človeka. Ja, žal resno misliva, kot se drugem. Dajte se malo skregati, da bo malo bolj zabavno. Jaz moram, to bomo imeli en brainstorming. Nekaj moramo se dobiti, da malo videl, kako bo javnosti predstavlja, kje so pa ti konflikti. Valjda, mislim, slovenska novica mora pisati. To bo novica, končno sta se skregala. Pa neka fotka dobra, ki se tam nečem. Vrgov je flašo. Flašo je bil, ona jo je spila. Veš, celo ampak škatlo. Veš, škatlo stripa smo tega ful natiskanga, pa tako si bomo italno. Pa ti boš dala, da bo domem ritmu, boš dala. Metronom, da bomo vse ninja masko. Pa ninja masko, vse si bomo zbirali. Je pa res, da tle spet slava mu, on se je soočil, Ciril, z svetom, ki mu ni tako zelo blizu, in se je izvrstno izkazal. Jaz se pa v njegovem svetu nisem preizkusila in tudi se ne bi dobro obneslo. Ker vse, kar znam jaz narisati, je laboda iz dvojke. Veš, tist, smo dvojka, pa račka rata. Pa slon od zlade. Slon pa galeb, unkaj trojka, okol, to. Tako da to bi se pa slabo končalo. Dobro, da je bilo v obratni smeri, ker se je Ciril tudi zaradi svoje prirojene in privzgojene ljubezni do jezika, tega res lotil tako, z odprtimi očmi, poln optimizma in seveda upanja. Zdaj, če vaju tako malo izovem, za konec, ker počasi se približujemo koncu, če bi napisala šanson o Cirilu, v kakšno smer bi šel, in da še tebe izovem, če bi Ano Marijo upodobil v kakšni svoji stvaritvi, bodi si strip, karikatura, imaš kakšno idejo, kako bi to izgledalo? Jaz v mojem stripu, Ana Marija pač tako, veš ta life, ki se dogaja, tako, ki je pač zapleten, kako je vsakodnevno življenje zapleteno, ne samo en ključ pozabiš, pa se stvari totalno obrne na glavo, ampak pa to superherojsko vlogo, ne, da pa po noči te najbolj skorumpirane politike loviš. Jaz niti ne bi zdaj te neke banke, ki lopa. Ne, tako po noč gre, zdaj kako pa naredi, naštudira življenje vsakega od njih, ne, ima pa tak mečken, veš, tako noter v plaščku, tak mečken klavirček, veš, tak tam pri tem pinac in špila in pol improvizira, veš, ko si kradel, nagav, vedel si, da nekoč ti bo še žal in pol tako zašpila in ga čist uničil znotri, tako, veš, da koncu ti, izdal sem mamico, očka, veš, zapoješ mu njegovo globoko raznico, na koncu vrne sredstva, prizna korupcijo, vrne se v stare dobre tire, ne. Tako da ona je bila taka pač superherojka šansonerka, ne. Ki bi jo resnično rabili v tem. Pa slogan je bil tako, a veš, nima šans proti šansonerku. In vam pa ljubija te, a veš, za dobrim, ne, za dobrim. To je že cel koncept, pravo. Ja, mama, pa se mi na teh kak neumnosti govorimo, cele projekte imamo že zasnovane. Mislim, da je lahko to serija za vsak mesec, če ne za vsak letni čas, veš, Ana Marija premaga. Ana Marija gre na morje. Ana Marija lopo razbije. Ja, zbira sredstva za dobrodelni koncert. Izbira sredstva. Ta lepi praznični čas, ko je pa samo... Kako bi ti mogoče, v kakšno smer bi šel
ta šanson bi bil bolj vesel, nagajiv, Oboje. zasanjan? Ta šanson bi bil zelo, zelo kompleksen, jaz slišim tle trube in nikakor ne bi bil, kljub temu, da Ciril to zmore, ne bi bil ta preprosti nek tango. Tak čutim, kako on zdaj to zagrabi, kljub roki, kjer je pekočina, on še vedno zagrabi svoj tuš in naredi nariš in z eno potezo smo vsi pav. Ampak bi bil ta nek mal že hoče biti trubači, tak za največje odre, tako Eurosong odri. Trtaj mali. Dragi naš Cirili. No, jaz se resnično veselim, če bo tole kadarkoli ogledalo luč sveta. Za konec, če povabimo vse, da naj odprejo svoje srce zdaj v decembru, darujejo, si ogledajo Miklavžev koncert, ker bo kar veliko stvari zavedeti, izvrstni glasbeni gostje. Ja. Če še enkrat ponovimo čist termin, to je pa moja ta klasična televizijska voditeljska 3. decembra ob 20:05 na prvem programu Televizije Slovenija. Seveda lahko gledate ne le mene in Cirila, temveč vrhunske glasbene ustvarjalce. In to bo res poslastica za dušo in srce, ki pa naj se odpre in seveda daruje. No, lepše ne bi mogla zaključiti niti sama. Hvala za obisk. Ciril, vem, da se te že mudi naprej, tako da... Gremo seliti, ja. Ja, srečno selitev, Ana Marija, tebi čim več navdiha za glasbeno in ostalo ustvarjanje. In res hvala, da ste si vzela čas. Petra, hvala. To je bil Šokest, hvala, da ste bili z nami.